Dobrodošel na krasnem masterclass webinarju, ki ga v bistvu pripravljam. Se mi zdi še s toliko večjo otroško navdušenostjo, ker to je tisto, čemer sem doma, namreč kako narediš sam lahko neko krasno, uporabno, naravno in seveda dišeče darilo. Tudi prav posebej še zato, ker združujem v tem masterclass webinarju praktično svojih 10 let izkušenj, znanja in tudi vse fotografije, ki jih vidiš, so pravzaprav stvaritve izpod mojih rok mojih hčera oziroma nas doma. Po drugi strani so mogoče katere fotografije tudi od moje najljubše fotografinje, Maje Rokavec. Predvsem pa samo na treh mestih pravzaprav recepti niso moji, ker namreč tisto, kar najraje počnem v življenju in tudi svojo, bom rekla, samostojno kariero, tudi na poslovni poti oziroma svojega poslanstva, sem že zelo dolgo, od leta 2008, in nekako lahko ta čas razdelim v dva dela. Čas do materinstva in čas po materinstvu, ko se seveda prioritete spremenijo. In do materinstva sem pravzaprav skozi nosila enake lastnosti, uživala v enakih stvareh, in to je, da lahko predajam pridobljeno znanje in izkušnje, bodisi po, bom rekla, tradicionalni metodi šolanja ali vsega, kar sem tudi osvojila na poti skozi izkušnje, na drugi strani skozi različna izobraževanja, skozi knjige. In hkrati tudi po materinstvu je enako, da se to vse nadaljuje, morda le, da se je tema, tudi moja osebna rast, močno nadgradila. In tako da danes v tem brezplačniku, torej webinarju, želim podati tebi čim več idej, predvsem povezanih z eteričnimi olji, kjer se je moja zgodba tudi pričela, malo je še razkrijem kasneje. Tako da z vami sem Maja Čebešek in kreatorka Nadrobi dnevni rituali za vsak dom. Nekoč, kot rečeno, do materinstva profesorica umetnostne zgodovine, predajala sem znanje in kako so živeli in v kaj so verovali. Verstva so tudi moja velika strast v starih civilizacijah, tako da sem imela približno 200 slušateljev na univerzi za tretje življenjsko obdobje. Na nek način se tudi moja današnja tema oziroma to, kar počnem zadnjih 10 let, močno povezuje tudi s tistim, ker se mi zdi, da kljub temu, da eterična olja niso destilirali na način, kot ga poznamo danes v starih civilizacijah, so pa z aromami živeli, oziroma odkar obstaja človek, ga obkrožajo arome. Morda bi temu nekoč rekli izvlečki, bodisi v obliki macerata, bodisi v drugih oblikah, tudi izvlečki v alkoholu, tinkture, pa potem vse ostalo, medtem ko danes bomo dali poudarek predvsem na eterična olja. Zagotavljam ti, tukaj imam namreč že celo posteljico idej, kaj se lahko počneš, da ti danes želim predati to, da s tem, kar imaš v svojem domu, in čez to bomo tudi v najdaljšem delu šli, lahko že danes kreiraš minimalno 25 receptov in to kar sproti medtem, ko me tukaj gledaš in poslušaš. Lahko ti tudi povem, da nekatere recepte bom navedla kar tako, nimam zapisanih, ker sem sigurno katerega še spomnila, nekaj receptov pa imaš prav na mojih diapozitivih, tako da te vabim, da si narediš print screen, da prihranimo na času, ker tema je obsežna, težko jo je narediti na krajše, ampak želim, da dobiš ideje za celo leto, morda, če me zdaj gledaš v prazničnem času, še za ta praznični čas, za obdarovanje svojih najbližjih, predvsem pa naj ti služi za idejo, tudi za čez celo leto, ker verjamem, da če to gledaš, imaš doma zagotovo vsaj 1 do 2 eterični olji doTERRA, v katera pa močno verjamem, ker me zelo navdušuje to, da podjetje dela izredne raziskave v smislu čistosti in naravnosti eteričnih olj, hkrati smo močno vključeni tudi v raziskovanja na področju medicine oziroma znotraj medicine kot podpora iz alternative medicini, in tudi naša olja v svoji kvaliteti služijo za dejansko nekakšno merilo kakovosti, s kakšnim eteričnim oljem lahko oziroma s kako kvaliteto eteričnega olja, kot je naša, lahko sploh delaš klinične raziskave. Torej, to so tiste raziskave, ki jih kot napotek najdeš na PubMedu. Tam je tudi veliko dejansko kliničnih raziskav prav z našimi olji. Pa pojdimo kar naprej.
Tisto morda, kar bi ti rada danes zaupala, je, da najprej kaj bomo seveda ustvarjali. Najprej bova pogledali, oziroma bova pogledala naravne sestavine in materiale, ki jih najdeš v svojem domu in kako si lahko z njimi skreiraš res v praktično par minutah uporabno darilo, sploh če te nekdo nekaj preseneti in rabiš nekaj uporabnega, naravnega, dragocenega, predvsem pa nekaj, kar ne bo praho nabiralec. Potem bova pogledali, kako si dišeče okrasiti vsak dan, mogoče kako v prazničnem času, kako izven tega časa. Potem najširša tema, ker si koža kot naš največji organ zasluži največ pozornosti, negovalno kozmetiko in recepte z tega področja. Potem perfume oziroma parfumi, ki so naravni, parfumi iz eteričnih olj, kako jih scomprati, ideje zanj in tudi veliko idej ti danes želim podati še strani oziroma z področja, ki vas zagotovo oziroma te tudi zagotovo zanima, to je, kaj ustvarjati za otroke. Potem sladice z eteričnimi olji, to je sploh področje aromakulinarike, kjer sem zelo doma in rada vključujem poleg zelišč z najinega vrta tudi to. Naravna čistila, pa ne zato, ker bi želeli nekomu reči, da pač moramo malo bolj pospraviti doma, ampak zgolj iz tega, da enostavno res poskrbimo za netoksičen dom, netoksično okolje, ko pride do tega za nas, morda za naše hišne ljubljenčke, do narave in seveda mogoče tudi najmlajših, ki so v našem domu. Priročne DIY, to se pravi do it yourself, naredi sam recepti, ki so mogoče za vsa obdobja leta, če greš v bolj to res rečemo podporo celostnemu zdravju smer in še potem ščep domišljije, ki te lahko vodi v popolnoma neznane poti. Tako da, ko gledaš zdajle v živo, te lepo vabim, da sproti torej napišeš, kaj vse te še zanima, ker naj ti služi tale master webinar, masterclass webinar kot neke vrste miselni vzorec, iz katerega se bodo pokazale potke do ostalih stvari in za vse te smeri te lahko usmerim bodisi na drug videoposnetek, na članek na mojih drobnih dnevnih ritualih za vsak dom, mogoče na kakšno drugo učilnico, skratka in hkrati, da tudi deliš morebiti svoje najljubše recepte, ko bomo omenjali balzam za ustnice, kremo in tako dalje, zato, da si čim več stvari izmenjamo in naj bo tale kotiček, ki ga ustvarjam tukaj, odpiram res srcem za vas, v našo skupno dobro, tudi izmenjevalnica idej, kar se tiče receptov. Sedaj pa kar nadaljujeva in greva mogoče na par besed o meni. V prvi vrsti sem Maja, izredna, kot rečeno, ljubiteljica umetnosti, eteričnih olj. Pot na, bom rekla, področje aromaterapije me je povedla, ko sem iskala naravne rešitve pri porodu, tako da sem si takrat kot res taka predavateljska duša zelo naredila, se spomnim Excel, katera podjetja so dobra, katere raziskave delajo, testirajo vsako serijo, prevažajo daleč material, ker to ni dobro, ker se izgublja vrednost, pač same kakovosti materiala. Potem, ali se testira vsako serijo, ali imamo sledljivost do kmeta, ali so res terapevtske vrednosti. Skratka, to področje je zaradi zakonodaje zelo omajano in velikokrat dobimo v flaške nekaj, kar ni popolnoma naravno, ali pa ima dodatke, ne nujno sploh naravne, ampak kot ojačevalce neke arome, ampak dejansko velikokrat lahko tudi sintetične. Tako da sama iskreno sem res pri vsem tem izboru že leta 2014 prišla do doTERRE. Zbrala sem vseeno še, ker kemik, nisem, čeprav me pa kemija res od tistega časa veliko bolj zanima in je veliko bolj prijazen, oziroma imam bolj prijazen pogled na njo. Sem vseeno preizkusila kot laik, še na sebi sivko in to vse širikolistno, lavandulo, folio pri večjih podjetjih in lastna izkušnja me je tudi v bistvu najbolj navdušila pri doTERRI. Tako da sem pač enostavno velikokrat polovičko namazala z eno, polovičko z drugo, opazovala, kaj se zgodi sproti in v bistvu res prišla do, bom rekla, nekako po raziskovalni poti, pa tudi po poti intuicije do doTERRE. Veseli me, kako podjetje deluje, veseli me, da je v prvi vrsti v podjetju človek in da želimo tako dostojanstveno nagraditi tistega, ki ustvarja eterična olja, kot tistemu, ki smo mi, torej na drugi strani stekleničke uporabniki, dobiti najvišjo kvaliteto, s katero lahko počnemo vse to, kar bomo danes rekli. Tako da, če misliš ustvarjati, te srčno vabim, da ustvarjaš s temi olji oziroma zagotovo jaz dam roko v ogenj, da vse, kar danes povem,
velja in deluje in je blagodejno na vseh ravneh človeka, umskem, fizičnem, čustvenem, dušnem, ravno s temi olji. Tako da lepo vabljen, vabljen, če jih še nimaš, da se na koncu bom pustila še podatke, obrneš k meni, saj nudim tudi 15-minutno brezplačno svetovanje. Kar se tiče vsega še naprej, ja. Prva stvar, ki me je pripeljala do olj, seveda je bila želja nuditi nekaj celostnega za zdravje svojim otročkom oziroma bodočemu otročku. Meni, danes sem mama dvema otrokoma in tudi enostavno na poti pravzaprav nisem niti vedela, da bo odkrila največjo podporo v oljih in vsem, kar doTERRA nudi, ker niso še to le eterična olja, ampak ogromno, res noro dobrih, naravnih, dnevno uravnanih prehranskih dopolnil, probiotikov, vitaminov in mineralov, ki so mene recimo noro postavili tudi na celični ravni. To je Lifelong Vitality, na dnevni ravni me res razvaja, da se tako dobro počutim tudi poleg LLV-ja, še Metapower Advantage, Bone Nutrient, probiotiki, PB Restore, v glavnem ogromno stvari. Zdaj, če želiš kaj več o tem vedeti, sem tudi še nekaj drugih masterclass webinarjev naredila, tudi v varni uporabi eteričnih olj, tako da če želiš, mi napiši spodaj, pa ti pošljem povezavo o prehranskih dopolnilih na splošno, zato da dobiš to sliko, kako se znajti v tej poplavi. Tole moraš vse imeti, ker v bistvu ne rabiš, ampak da najdeš, kaj je zate primerno. In na drugi strani res mi je okrepilo in mojim partnerjem intuicijo, da sva res podprla se v svojih šibkih točkah. Recimo, lep dokaz sem po mojem res sama in to tudi želim dati naprej ženskam, ker tukaj je moja izkušnja res močna. Tudi če same niso imele toliko težav na hormonalnih, avtoimunih izzivih, absolutno res nekaj se mi zdi, da, veste, tisto včasih, ko pride, mogoče kot največji izziv breme v tvoje življenje, na koncu je pa tudi tvoja največja moč. In tudi na poti tega se je spremenilo čist dejansko osredotočeni in sam pogled na maternico, ki jo danes dojemam kot največjo moč ženske, na drugi strani pa res z lepoto na naš cikel in diham z njim, tudi ga kot prvo vključujem v svoj urnik in potem šele vse ostalo. Vedno seveda ne gre, ampak največkrat pa zlahka in se res iskreno danes veliko bolj počutim, kot sem se v svojih 20-ih, ker enostavno sem se toliko podprla in tudi, ko so mi šele pred 3 leti dali diagnozo, mi je bilo pravzaprav olajšanje, ker sem že sama na poti predvidevala, kaj se dogaja in se tudi z naravnimi dihalnimi tehnikami, z prehranskimi dopolnili, z dnevnimi, res zlatimi, drobnimi navadami, ki če jih delaš redno, res postanejo največja zakladnica moči in zdravja. In eterična olja, ki potem tudi še veliko bolje delujejo, če paziš na vse te osnove, od prehrane, seveda dovoljšne količine in kvalitetnega spanca, počitka, ki si ga danes brez slabe vesti lahko vzamem. Tako da velika osebnostna rast, ki pride zraven in v bistvu sem hvaležna, pri doTERRI imam ogromno brezplačnih izobraževanj, ki jih, kot vidite, tudi sama zelo radodarno potem delim kot mentorica naprej. Enostavno pač res se mi zdi, da pride zaradi nečesa k doTERRI, potem pa ostane zaradi vsega ostalega in tudi med vami, mojimi zlatimi uporabniki, sem našla res neverjetno podobno misleče, veliko novih prijateljev, prijateljic in se mi zdi, da se ti odpre en tak svet, kjer si res srečen. Saj sem to že skozi v takem okolju ali pa sem si ga skreirala, eni bi rekli zmanifestirala, kjer sem lahko jaz, kakršna sem, zelo mladostna, tudi nikakor se ne počutim, kolikor danes sem, po številkah 43, ampak enostavno res uživam v tem in če tudi mi mogoče kakšen izkaz, kot je recimo pač metabolna starost 28 let, zelo polaskan in se mi zdi zelo fajn, ampak se mi zdi, da ravno to pri nama in v najini družini, da sva na nek način seveda odrasla, odgovorna, ampak po drugi strani, da velikokrat lahkotno jemljeva stvari in ohranjava otroka v tebi, da naj to od znotraj, po vsem omenjenem, res postavlja tudi navzven v takšni luči, kot morda izgledava. Tako da vesela sem, da si tukaj, tako da podiva in zagriziva kar močno noter v prvo tematiko, mogoče najširšo, tukaj se za najdlje ustavim, naravne sestavine in materiali, ki jih boš sedaj lahko že našel v svojem domu ali pa v naravi okoli sebe. Torej, kaj vse lahko uporabljaš? Vse naravne materiale, torej tudi ko govorimo o nakitu, broškah tukaj, sponkah za lase oziroma pač teh
zaponka, potem na drugi strani nakitov, grlice, zapestnice, vse, kar je praktično, ne, tudi tole je naraven material, torej naravni tekstili. Zdaj kot prvo, recimo, če si zelo ustvarjalna duša kot jaz to res peljem že od malih nog naprej, kot je še v času predavateljstva in tudi zdaj v tem času, in to je mogoče nekaj, na kar sem res ponosna in res z veseljem negujem. In bom predala naprej, marsikdo vem, da je tudi že taka kreativna duša, tako da bo danes se mogoče dobival samo opomnike, ja, se res je, to sem pa že imam in sem srčno vesela, hkrati tudi, če ti, ki imaš že to znanje in to poslušaš, deliš še svoje nasvete tukaj spodaj naprej še za ostale. Skratka, recimo, tole je zelo odlična stvar, to so te lava kroglice, potem tudi pri nakitu ali pa okraševanju lahko izrabiš te naravne materiale, ki niso lakirani, lahko je to glina, lahko je cel les. Recimo, potem tukajle, to, kar najdemo v naravi, storžki so meni ena najbolj hvaležnih stvari in tukajle še danes močno voham parfum, o katerem vam povem malo več kasneje. Potem na drugi strani naravne vrečke, kot jih imaš tukajle, ovijalni papir, potem, če gremo čisto na ene take osnovne stvari, ki jih najdeš doma, saj vidiš tukajle zgoraj, a ne, stara embalaža. Poišči vse, kar imaš stare embalaže, recimo tukajle namenoma sem še tako pustila od starih kremic, tole recimo še ena res krasna, ki je bila od doTERRE. Potem lahko od frakcioniranega kokosovega olja pri doTERRE uporabljaš to za bodoče embalažice za masažno mešanico, potem nekdanje pršilke, ki so recimo izgledajo tako tukajle od On Guarda, tega mi res ogromno uporabimo in odlepimo tole nalepko in tudi povsod drugje, en krasen napotek, ki ti ga lahko dam, da z limoninim eteričnim oljem odstraniš tisto maščobo nalepke oziroma pač masnobo, lepljivost in potem ustvarjaš lahko nove pršilke, potem uporabiš lahko stare rulončke, kot je tale moj Salubel, nekdanji Motel. Lahko recikliraš staro embalažo, kot je tukajle, izrabiš za bodoče serume, recimo jaz tudi zelo rada ravno iščem, kje imam, dodajam potem zraven, če želiš še ta energetski del dodati, aktiviram z določenimi namerami, tudi te drobne kristalčke, ki jih imam tukajle, tako da to, potem gledam, kaj še imam tukajle, evo, to je recimo en recikliran stari rulonček, za jutri bom kot nov mešanico, tudi njej lahko rečemo nekaj več kasneje. Potem tukajle nosni inhalatorček, a ne, to v bistvu pač ima noter tamponček in nakapaš in izrabiš tudi lahko za super luštno darilo. Se pravi, da že zdajle, kar sem naštela, če greš pobrat po domu, pa če imaš frakcioniran kokos ali vodo, lahko narediva že po ta malem 10 receptov. Zelo rada recikliram tudi staro embalažo iz Jerov družine, torej Armanove linije izdelkov, to je Jerov Foam Body Serum, s katerega rada delam tudi masažno olje za telo. In pa, če grem še malo do materialov, ne, zelo rada izrabljam alkoholni kis, sploh ko pride do čistil, potem prav tako zelo rada izrabljam domače hidrolate, sicer te izrabljam samo na koži in ne uporabljam interno, ker jih ne morem stestirati, potem kastilsko milo, s katerega lahko, tega recepta pa nimam, za una pumpica, tisti, ki poznate doTERRO, za penico On Guard za umivanje rok, lahko tudi sam podobno narediš, ni čisto ista, ampak je pa tudi zanimivo in ful luštno za otroke, ker komaj verjamejo, da to sami naredijo. Kastilsko milo je bazirano na oljčnem olju in je v bistvu kot en tak naravni tekoči detergent, s katerega lahko delaš cet, pa še druge čistilne stvari. In recimo v tisto pumpico za On Guard penico, če daš noter pač majčkeno tega kastilskega mila, vodo, čist kanček za negovalni učinek še frakcioniranega kokosa in recimo enih 20 kapljic On Guard mešanice in to zmešaš in se ti lepo dela penica na tistem penilnem dozirniku. Tako da to je recimo ena taka super stvar, ki sem se jo čisto spotoma zdaj spomnila. Gledam še, kaj sem ti še pozabila reči. Ja, naravna olja in masla. Nimam vsega tukaj, ampak lahko izbiraš tekoča rastlinska olja. Jaz največkrat za nemasten učinek, ki tudi ne pokvari, samo še tole lučko si prižgem tukaj zadaj, da se bom malo bolje videlo. Uporabljam rada ravno tega, ker nima ne vonja, ni masten, gre lepo čez kožo, ko delam rolone, masažne mešanice. Potem velikokrat za rastlinska olja lahko uporabiš take, ki niso preveč mastna, da grejo lepo čez ta epidermis del kože.
To so pa recimo olje mariličnih pešk ali pa olje malinovih semenc. Zelo rada, pa če imaš rada bolj ready-made variante, priporočam za bazo Beautiful Body Mist, ki je neverjetno, koža je čist filena in je odličen za kakšne balzame. Potem zelo rada v bistvu pri serumih, ne balzame, pri serumih. Potem enako rada uporabljam Mieropom Body serum za bazo. Oziroma, ko delam kremice, velikokrat združujem ta dva, ker pride ena prava konsistenca za osnovo, potem pa še želena eterična olja, recimo ta nevtralni body oziroma hand and body lotion, ki ga naredim, skupaj ga zmešam z replenishing body butter in pride res taka prijetna tekstura, pa dodajam potem. Velikokrat tudi uporabiš lahko masla, kot imaš napisan pri sestavinah, ki so recimo kakavovo maslo, zelo dobro za atopike, za nego je karitejevo maslo, kokosovo, če je res deviško, sicer je težko, ampak pol rajši uporabi, če ti ne paše razmaščen naš frankcioniran kokos, ki ima te 3 verižne lipide odstranjene. Potem imava še zagotovo, kaj sem še pozabila, mangovo oziroma avokadovo maslo, te stvari. To srečo imam tudi, da vosek, ko delam mazila za lička ali pa pač za lip balme oziroma za vazelin domači, ali pa mogoče za kakršnakoli mazila za pete, uporablja pa najin domači vosek, kar je Martin Čobelar. Potem tekočine, ki jih lahko uporablja, smo že rekli, alkoholni kis, potem parfumska baza, potem hidrolate, smo tudi že videli, potem soli, sol. Kam sem jo postavila, iščem soli, recimo Epsom sol je odlična, tudi za osnovo, za kakšne solne kopeli ali pa pilinge. Rada recikliram, no to sem tudi še pozabila, to je stara steklenička, zelo fino meglico pri doTERRA, ki je bila ta Rose hidrolat. To tudi rada v bistvu uporabim. Potem lahko embalažo nekdanjih čistil recikliraš, res da je najboljše, če je taka pač steklena, ne, oziroma da uporabiš nekaj, kar je morda bolj trpežna brez BPA plastika. Kakšna zadruga včasih to ponuja, no, mogoče kot ideja. Kaj še, naravni materiali, ja, silikonski modelčki, ja, to sem še pozabila za recimo za milo ali svečke delati. Potem, ja, ko smo ravno pri trdih milih, jaz sem sicer delala že po klasičnem hladnem postopku, ampak z otročki mi je ful fajn ustvarjati s tem, z bazo za melt and pour milo, to se pravi, razrežeš, stopiš, doliješ eterično olje, barvila, tukaj je miko, največ kot naravni mineralni pigment uporabljam in v bistvu vliješ v modelčke, daš v zamrzovalnik ali pa hladilnik in je praktično 15 minut narejeno. Tako da je ena super, super ustvarjalna stvar. Grem kar po vrsti, kaj sem še pozabila. Ja, ko govorimo o nakitu, res jaz največkrat ustvarjam prstane. Mogoče tukaj samo nekaj pokažem. Preteklih tudi zdaj nosim enega malo drugačnega, ki trenutno bolj paše v moj outfit. V glavnem, res je fajn, ko so pač gorlava kroglice ali pa lesene kroglice, da je pač to en tako intimni parfumček, lahko si ga tudi da, sicer, če imaš to rada, no to izven darilc na konice las, najljubše eterično olje, lahko v bistvu si narediš ogrlico, kakorkoli. Predvsem pa te res povabim, da greš v naravo nabrati čim več naravnih materialov. Mi radi delamo potpori, to se pravi, tukaj v gozdu praktično naberemo od fisilisa, veste, tiste oranžne lampijončke, pa potem vejice, kakšne listke, ki se naredimo, pa ko posušimo v eno bovlo, pa kar kapamo v vsakem letnem času tisto, kar je mogoče najbolj primerno, v prazničnem bolj kakšno sibirsko jelko ali pa cedarwood, frankincense, miro, ali pa ongat, zelo paše zraven, da je malo tako toplo začinjeno, iglavci, gost varianta, šinri in jogurt, kar ga imamo, da dobimo čim več učinka pitoncidov v gozda, ne, tudi v svoj dom. To imaš lahko pri vhodu ali pa narediš nekomu, ne, pač eno lepo bovlico, pa narediš ta podpolina, kaplaš, pa še malo oljčka zraven preliješ. Zdaj, kar se tiče embalažic, jaz res da ful zaupam temu, kar pač vem, primem v roke in vidim, da je okej. Zdaj sicer iščem, ne vem, če bom našla, ja, temu, vem, da ste, sigurno me boste vprašali in vem, da tudi spodaj dobila vprašanje, a se je
Tako, velikokrat se ujameš na limanice, pa ni tisto, kar si naročil. No, pač imela sem mogoče srečo edin pri teh, pa vidiš teh mečkanih, da če kaj mečkenega podarim, da s kapalnikom nalijem v tega ali v tega, to mogoče se mi obneslo. Potem tudi, če delaš rada sama kakšne lip glose, dodajaj noter, no, za darilca, tudi lahko rečem peppermint, ki naredi tak mal, ne, fluffy pomela učinek. Če imaš maskaro, ne, tako kot to lahko recikliraš, enim paše, da si za boljšo rast damo noter eno kapljico eteričnega olja sivke, enim ne. Se pa zelo priporočam, če imate nasvet za čim bolj naravno in za občutljive oči, ker jaz iščem in praktično ona stara moja, ne vem, je spremenila formulo. In zdaj sem eno novo probala, pa nisem še tam, tako da iščem. Ampak skratka, ko jo uporabiš, kako to lahko recikliraš, da spereš vse, kar je noter ven in noter recimo naliješ kakšno ricinusovo olje, ali pa čičkovo, čičerikino olje in dodaš kakšno sivko in imaš lahko za nego in za boljšo zdravo rast, si mažeš potem, a veš, na obrvi. Sploh, če imaš tako kot jaz izzive, ko smo si takrat v 90-ih porade pulile na tanko in pol mi seveda en del sploh ne raste, grozljivka, ne, sem imela drugače pol polne obrvi. In zdaj jih imam čisto malo in še čisto nesimetrično, tako da si pač pomagam drugače in tudi rast spodbujam s takimi stvarmi. Isto enako za trepalnice, če tudi nisi bolj prebujnih, a ne, tako kot jaz. Da mogoče to je tudi recikliranje stare kozmetične embalaže, tudi če imaš še kakšno idejo ali pa da rečeš, Maja, tole mi je ostalo, lahko z tega kaj naredim, tudi piši spodaj, ko to poslušaš, pa najdemo, zagotovo še kakšen recept, ki ga danes ne bomo omenjali, a ne. Naravni tekstil, zelo, zelo rada jaz uporabljam tudi to, da, ne vem, ali delaš nakit z tistega, da imaš stari odpadli tekstil, ali spreje ustvarjaš, no tukaj zagotovo moram pokazati, a ne, ful lepo stvar, pač doma moji dekleti res sta se čist zaljubljiva v kvačkanje. Imamo srečo, ker smo praktično sosedi z hudo volno, tako da ima to tečaj, no in v bistvu s pomočjo Atita sta naši punci naredili tole osnovo za jaslice, to smo nabrali v gozdu in pol skupaj s tem cvetličarskim lepilom naredili. No in zdaj moja deklica, ne, dela še jaslice, tako da v bistvu tukaj, no, da vzela brezplačno in z velikim veseljem reklamo za hudo volno, ki ima ta navodila, to je Marija, Jurij in Jezušček, dela v bistvu moja starejša in tudi moja mlajša se zdaj lotila še jaslice, pa potem take stvari nastajajo in to so v bistvu lahko vse lepa darilica, pa malo oljčka gor nakapaš. Zakaj ti to kažem, ne? Ker so naravni materiali, lahko nakapaš gor in je v bistvu eno krasno darilce, mogoče za nekoga in predvsem, če veš komu da to, da bo cenil, se mi zdi nekaj najlepšega, kar lahko daš iz svojih rok. Take lepe lončke tudi ohranite, naše je zmanjkalo, a vidite, svečka, tako da za izdelavo svečk mi sicer ob prenosu s Canve ni dalo dol videa, če ga potrebuješ, kako narediti svečko, mi javi, to je spet iz miselnega vzorca en izhodiščni del, če te ta del zanima, da najdeš par idej, kako delati svečke. Da gledam, če sem še kaj pozabila. Pač naravni materiali, no, vse bomo še pol na koncu pogledali, evo ja, še nekaj, kar mi je prek prinesla, da moram pokazati, da je to tudi tak ful lep pasivni difuzorček, ki ga imamo postavljenega, včasih dobi kakšno kapljico gor in pol, ko ful lepo diši v prostoru. Nič, jaz mislim, da sem šla čez glavne stvari, gremo zdaj naprej, ne, nisem, seveda ne, ja. Recimo, kaj je najbolj hvaležen naravni material iz gozda, to so storžki. Res storžek, kot sem verjetno že prej pokazala, je pač nekaj najbolj dišečega, tako da karkoli ustvarjaš, ali je to tudi kaj za praznike, če si v tem obdobju, ko to gledaš in potrebuješ, zagotovo nekaj ful lepega. Eho ga, zdaj pa gremo naprej. Ja, če si v delu leta, ko želiš, ali pa tudi mogoče nekomu želiš okrasiti darilo za rojstni dan, ali pa za drugo priložnost, se meni zdi ful lepa stvar, da ko obviješ darilo, ali pa že prej, da v bistvu dam kar tisto kapljico eteričnega olja, vem, da se sprašuješ, kjer ga, ne, pač velikokrat dam kaj takega, kot je pomarančka, velikokrat dam kaj takega, kot je ongard, tako tudi praznično deluje. Čeprav, če rabiš vedeti, kaj vse si v osnovi uporablja, poglej varno uporabo webinar.
lahko mi tudi rečeš, pa ti pošljem povezavo, potem Balance, ki je tako bolj gozdni, Serenity, ki je pač cvetno-lesni, pa potem velikokrat uporabljam tudi Meta Power, sploh ko pride do limfe, pa v praznikih, praznične čase še kakšno praznično mešanico iz Holiday linije, ki je sicer začasna, ampak vseeno, da pač kar kanem izbrano kapljico v dlan in potem samo pogledim ta papir tega paketa. In to je nekaj najlepšega, kar lahko daš iz roke in je že to ena taka drobna stvar, ki upam, da ti bo vedno služila, če se do zdaj tega še nisi posluževal. Potem tudi, ko delaš voščilence, ne, mi vedno v voščilnico ali pač isto naredimo, da voščilnico pogledimo z oljčkom ali kuvertico, ali pa celo damo noter en tak lesen obesek in nakapamo in če je to za, rečemo, konec leta, za božično-novoletne praznike, voščilnica pač ko dajo tisto ven, da si dajo še na svoje smrekice in jim tako lepo diši in še dlje časa spominja na nas, ne. Potem, če delaš za praznike venček, mogoče ta za na vrata ali pa adventni, res dodaj storžke in jih potem sem in tja nakapaj, ker ta aroma, ki boš tem pričaral, je res aroma gozda. Sploh, če uporabiš kakšen šindrin joko ali pa sibirsko jelko ali v času praznikov holiday peace. Potem tudi, če delaš okraske za na jelko iz naravnih materialov, kot je recimo tudi tako lepo tašča nam naredila te zvezdice, v bistvu skvačkala, ali so to pletene, ali so potem iz naravne vrvi, ali posušene limone, kaj takega naravnega spet lahko tja gor nakapaš, pa ti cela jelka diši. Potem, če delaš te, vidiš zelenem, ne, tekočina, daš frakcionirano kokosovo olje, potem lesene palčke, ki sploh ni nujno, da so bambusove, pa v bistvu to lahko en tak pasivni difuzor za v kopalnico, za v WC, za manjše prostore. Lahko si jo dišavi iz naravnih materialov, nekaj, kar imaš v avtu, kot aroma obesek, lahko je to iz filca, pa daš direktno tisto del, kjer pač vam piha v avtu. Šal, recimo kot zanimivo, sem si prav tle pripravila, da ne pozabim, si tudi jaz ful rada odišavim ali pa kar nekomu dajem za darilo, tudi iskreno jaz si ga pozimi rada samo odišavim, tako da lahko pa daš šal pa en oljček zraven, recimo mini pomarančko iz Klaskita, kjer jih 10 dobiš za res ugoden, majčkeno čez 20 € denar, no, tako da res super. Drugače pa jaz iskreno res ful rada podarjam ali aroma nakit, pa kaj takega, tudi pač odvisno, kaj vem, da oseba rada nosi, ne, ker prsta ne vem, da ne nosi vse rade, zapestnico ali mogoče kakšno, ne vem, verižico, po drugi strani pa tudi res tudi, ali pa kaj podarim, kar lepo diši, ker vem, da je in tudi rečem, da je ta parfum, ne samo ga uporabljati tako kot parfum, da porolaš tako, ampak da ga še na konice las, na tak način, ne. Tako da mogoče upam, da si tudi tukaj dobil nekaj idej. In sigurno, no, to lahko uporabiš že danes. Kar se tiče negovalne kozmetike. Najbolj enostavno povedano je, da če imaš kakšno fino kremo, da v bistvu to daš v samo v bistvu v kremico samo, pa ne glede na to, ali je to zanjo, ali zanj, ali mogoče za otroka, pa če zrabiš tisto, kar nekdo potrebuje, ali pa kar mu diši. Lahko si narediš, kot sem že prej rekla, ne, iz natural lotion oziroma iz body butterja. Lahko si narediš tudi, bomo dali še recept, maslo za telo, masilo iz voska, balzam za ustnice. In tudi tukaj spodaj sem res želela, da čim več mojih stvari, takšnih, ki jih res močno cenim. To so recimo body butter, moj prvi, leta 2015, potem moj prvi lip balm, mazilo za ustnice, moja prva kremica, moja prva mazila in potem že tak, bom rekla, zelo butičen body butter, ki smo ga delali pol kasneje že na delavnici. Zdaj, če slučajno rabiš to za DIY deodorant, to je multa star, če se še spomniš, pa če recikliraš eno staro rolno stekleničko, pa se potem dodaš noter, tega nisem omenila prej, pač aloe vera gel, sodo bikarbono, zdaj, če pač te ne pašejo, izpustiš, eterična olja in destilirano vodo, pač sodo bikarbono je fajn prej v vodi stopiti predno, daš to noter in seveda hladiti predno daš to noter in pol to v bistvu si mažeš na paznike. Ampak to je bilo preden je do tera imela dejanske deodorante, ki so mi zdaj čudoviti, tako da si iskreno ne delam več, ampak če ti pa še vedno veseli, ti lahko rečeš. No, tukaj pa te že vabim, da si narediš posnetek zaslona za body butter. Kaj vse uporabiti? V bistvu glavna formula je 3/4 trdih masel, 1/4 tekočih rastlinskih olj in po želji dodana eterična olja glede na aromo ali glede na učinek.
Da, če želiš nekaj za limfo, vsekakor svetujem Meta Power olje, mislim, da sem ga že prej tudi pokazala, pa ne bomo tukaj. Hkrati pa za mila, mila pa res tisoč in ena varianta, kako to delati, lahko uporabiš tudi drobne stvari, kot so recimo cimet, oziroma pač te drobljene ali pa čokolado lahko dodajaš, potem lahko dodajaš kakao, lahko dodajaš kot naravno barvilo vse, kar si poželiš, ampak v mali količini, da ne obremeni odtoka in umaže umivalnika. Potem delaš lahko plasti, a ne, kot lahko tukaj le vidiš. Pol pa recimo delam celo kot eno tako potičko, pa je pol režen z enim posebnim nožem, a ne. Tako da vse te fotografije, ki jih vidiš, so naša domača mila. To je tudi mogoče nekaj, kar najraje ustvarjamo, tudi starejša hči me je prav z mami, da ker si že vse to pripravila. Kaj pa, če bi mi spet malo delali ta mila? Tako da to, kar vidiš na fotografiji zadaj, na desni strani, so dejansko moja prva mila, ki sem jih delala res po hladnem postopku, da če te zanima ta, ga nimam še na svoji strani, ga imam pa na stari strani, tako da ti to lahko podelim, to je tisto z luženjem, a ne, ko si pač malo bolj previden, pa pol 6 tednov se staraš, preverjaš pH. Ampak tole z melting pur osnovo, a ne, se mi zdi nekaj najbolj enostavnega in tudi to, kar praktično, kot ena moja Nataša rada reče, joj, to si pa zdaj tukaj v to nego dala v delavnico, da bi lahko pač kar spustila vse, pa bi lahko sam mila delala, ne, pač res to, kaj je lušna tema in kot vidiš, kako se lahko igraš tudi z barvami in tudi te modelčki, pač mi jih imamo res noro, veliko, zdaj čez leta smo jih kupovali, pač res jih je, ful so lepi, no, in tudi zelo radi posodimo sorodnikom, ker imamo tudi učitelje v družini, da to pol delajo pred kakšnim novoletnim bazarjem z našimi modelčki tudi v šoli. Potem masažna ploščica. To je vsekakor nekaj, kar ti zelo, zelo priporočam, če želiš imeti nahranjeno kožo, če želiš nekaj enostavnega, pa nekaj, kar ti z izgovorom da, ukrade, kakor želiš reči, trenutek zate. Recimo, jaz sem to najrajši počela v času nosečnosti, da sem potuširala neko kožo, če ni čišči suha, sem se samo malo potapkala, sem pol noter ploščico dala in zaradi pač toplote telesa se lepo topline, čisto enostavna, kot vidiš, je za izdelavo, si lahko posnameš pač recept. In je tudi ful lepo darilo, se mi zdi nekomu, ko ima suho kožo, ker pol je koža tako negovana, ker imaš ta naravna masla noter in naravna olja, da je nekaj najlepšega, no, kar lahko narediš za svojo kožo. Pa si še vzel tak ritual, ki je dišeč, ki vpliva na čustva, na drugi strani pa koža je podsvilana potem. Potem pomlajevalni kavni peeling, ne, kava, izdeleček ima res že tako sama po sebi učinkovito res delovanje na limfo in na kožo, tako da če dodaš zraven majčkeno rjavega sladkorja, da je v bistvu kot en tak peeling, hkrati še lahko vitamine ali pa ga tudi lahko čisto spustiš, pa pomarančko in ostale eterična olja, ti povem, to je tudi nekaj tako ful fajnega, sploh če imaš kavo na dnevni ravni za izvoz, ker pač midva s kafeterijo, vsekakor vsak dan dobiva, se mi zdi tudi ena super, super ideja za darilce, ki jo praktično lahko narediš v 5 minutah, če te nekdo preseneti, da rabi darilce. Enako je potem z slanim peelingom za telo, tudi čisto osnovne sestavine, kot lahko vidiš. Tale peeling za ustnice je pa sploh nekaj posebnega, če imaš doma sveže ali pa zamrznjene maline, moraš to probati, no, jaz to ful rada naredim in tudi vsi so pol vedno tako, mislim, to sploh ne pričakuješ, da lahko obstaja, da lahko tako hitro narediš, da lahko tako lušno in da tako občutek na ustnicah lepo pusti, pa tudi v bližini lahko pač te pore očistiš na ta način. Tako da se mi zdi ena super stvar, ki jo lahko tudi na hitro pripraviš z danes na jutri oziroma dobesedno v naslednjih 5 minutah. Prav tako solna kopel. Jaz mislim, da bi tega morali imeti veliko več doma. Če nimamo banje doma, ne, kar je pač izziv, da tega ne moreš uporabljati, si pa makar naredi solni peeling. Če pa imaš banjo ali pa da greš nekam na počitnice, kjer veš, da banjo bo, si jo pa naredi za sabo. Jaz si iskreno pač velikokrat naredim različne, včasih za podporo hormonom, drugič za detoks, tam dam zendokrin noter, pri hormonih dam bolj Clarisage ali pa Clarical. Potem nekaj, kar je za dihala, ampak kogarkoli gledamo, če združiš sol, pa nekih drobnih suhih zelišč, pa potem lahko tudi glino, narediš neverjetno dober učinek. V prvi vrsti za sklepe in mišice, sploh če imaš tukajle res izide, ful je nežen in prijeten detoks, hkrati v bistvu vonjaš to, eterična olja zraven še naredi učinek tisti, ki se ga je želel in se mi zdi ful lepo, ful uporabno darilo. Se pravi, če veš, da greš k nekomu, ki ima samo tuš,
pač narediš iz tega peeling, samo dodaš še malo več olja, ne. Drugače pa v osnovi stvar ista, ne. Zdaj, kar se tiče receptov, boš videla, mi tudi imam največ receptov v povezavi s frankincense. Tole je tudi verjetno ena moja najboljših knjig, kar jih imam, tako da če potrebuješ celo knjigo, mi reči, to je spet, miselni vzorec, evo, tole me zanima, Maja, napiši spodaj pa dopiš. Srčna in pretočna za limfo si lahko narediš mešanico, spet kot smo rekli, ne, uporabiš kaj takšnega, ne, kar je v bistvu sem zelo rada, ker je na pritisk tole odpiralo na brisk, zato da pač se lepo izrabi. Lahko pa tudi intimno negovalno olje. To pač je nekaj, kar, glejte, na trgu vse, kar je, se nikakor ne more primerjati. Naše eterične olje so tako visoke kvalitete in sploh v tej kombinaciji, ko sem jim tukaj dala, se mi zdi, da to pa mogoče ene od njih top 5 receptov, na katere sem res ponosna, kot na tistega, bomo še prišli na serum za res tako sijočo polt. In v smislu parfumske vrednosti, učinka in v bistvu res vse skupaj, no, pač ker je toliko stvari in tudi intimno negovalno olje, kot v bistvu na dodatni napotek, ti lahko izrabiš tudi za nego telesa po tuširanju ali pa za dnevni serum za obraz, a ne. Tako da le izkoristi, le preizkusi, to če še sama nisi, to so res ful lepe stvari. Kar se tiče zdajšnjih receptov. Tukaj pa predajam avtorstvo doTERRY. Tole je najboljši balzam za ustnice, kar ga lahko dobiš. Lahko si narediš print screen, če želiš prav povezavo do njega, ti ga pošljem. Jaz bi edino zamenjala noter, ker zdaj jo imamo, vaniljev ekstrakt z Madagaskar vanilo, ker takrat je še ni bilo. In dodala bi še nekaj, če želiš še rahlo obarvane ustnice, si dodaj kanček Mike. In ti povem, to je eden najbolj negovalnih, najbolj top, uravnoteženih balzamov, ki pridejo pol v to šalčko, ki jo lahko vidiš na sredi, a ne za te kontejnerčke. In se mi zdi ena najboljših stvari. Tako. Ja, frankincense, Sparkling Glow ali pa v bistvu ta, bom rekla, moj, se pravi, največji ponos, kar se tiče seruma, take z geranijo, glutenzijem, koprivo, frankijem, jerovpom, se mi zdi, da je tudi eden izmed top 5, kot tisto negovalno intimno olje. Hkrati Zen Spa solna kopel ali pa angelski dotik body butter, ki ga pa lahko tudi v bistvu, da ne delaš sam body butterja osnove, spet izkoristiš to, da združiš ta dva, pa dodaš kanček tega, pa še mogoče druge stvari, v glavnem, že to troje, no, za osnovo, pa potem eterična olja, ki so našteta, ti povem, to je za vse tiste jesensko-zimska lička, razpokane ustnice ali pa mogoče razpokane roke, a ne, če pač res si občutljiv v tem času, ko je bolj vetrovno in hladno. Enako velja za serum za lasišče in potem tudi za serum za zraven nohte oziroma ali konice las. Tako da res super recepti, upam, da si že naredili print screen in gremo naprej. Drugače pa v posnetku zavrti potem nazaj za par sekund. Še ena stvar, na katero sem močno ponosna, je področje parfumov oziroma, kot sem že rekla, parfum. Uporaba olja, ki jih imaš. Zdaj, če ne veš, kako mešati, mi spet napiši spodaj, da te peljem ven smiselnega vzorca DIY daril na to področje, da se naučiš mešanja, da ti pokažem, kako lahko preveriš, kaj tebi ustreza. Po drugi strani pa je to področje, kjer lahko tudi sama oziroma vas največ odkriva eno tako čist nepričakovano nadarjenost, talent. Srečo v steklenički podarim recept na naslednjih straneh. Tale, ki ga vidiš, drugi recept z jerovpom, s koprivo, granijo, frankijem in glutenzijem, je bil že recept s prejšnje strani. In potem je tukaj še velika moja kolekcija, ki se je razvila dolgo časa, parfumov, to je Aromas of Goddesses. Kar je najlepše od vsega, no, ful sem pa resna, to je mogoče moj kar četrti otrok, poleg mojih dejanskih in tak najpomembnejših, pa potem spletne strani, ki je nastajala že od mojih začetkov, ki raziskuje moč arome in učinkov, ki jih prinaša, celostnega pristopa do zdravja, je potem to področje. Nekako je uspelo združiti mojo željo po parfumih in s prijateljico Sandro Anajs, ki je res ena od teh, za katero sem tudi zelo hvaležna, da mi jo ta pot pripeljala, ker sva menda hodili praktično isti čas na isto gimnazijo, na gimnazijo Poljane. In veste, tisto, ko prideš do nekoga, pa se ti zdi, da se poznaš že od včeraj, pa se tudi lahko eno leto ne vidiš, pa je še zmeraj isto. Tak iskren, ful prijeten, top odnos, kjer se lahko tudi o težkih temah zlahka pogovarjati.
No, ona je ena takšnih oseb in ona je delala, oziroma še vedno dela delavnice z arhetipi grških boginj. To je področje, ki ga sicer odpre Carl Gustav Jung v prejšnjem stoletju, ampak raziskuje, rečemo, psihološke zapise našega načina delovanja in razmišljanja, ki ga ne podedujemo čez vzgojo ali pa čez gene, ampak dejansko se kot ena taka kolektivno nezavedno prenaša naprej. In ona je šla v smer raziskovanja ženske psihe in tukaj Jung govori o 7 principih oziroma jih nekako poenači z 7 grškimi boginjami, nekako da tudi mi to lažje razumemo. In meni se je zdelo to wow, ker res, ko je mene to ona začela razlagati, kaj počne, sem rekla, pa jaz točno vem, nisem to predavala, razumeš, mene to, kot da grem domov. In sploh že iz sociologije kulture, varovanj, ker sem jih zelo rada tudi predajala naprej te stvari, sem rekla, da veš kaj, jaz bi rada združila parfume in očitno sem mogla čakati tako dolgo, ne, ker je prihajala neka večja stvar in sem potem začela razvijati in skoraj 2 leti praktično razvijala te moje boginje. Ker niso samo označevalci določenega karakterja boginje, ampak tudi healing olja za določene izzive pri boginji in še tretji parfumski ščep. In to je res dolgo časa nastajalo. Tudi če delaš parfum, ti mogoče dam en krasen napotek, da se mora parfum vedno delati, ko daš eterična olja skupaj en mesec, vsaj en teden drugačno. Predno dodajaš bazno olje, če delaš olje parfume, tako kot jaz. In enostavno pol rata čist druga, ne vem, lahko najprej noro dobro diši, pol si rečeš, wow, to je prestižen parfum. To je tako, kot danes, ne, sem dala Martinu tole za povonjati, kjer je pač Afrodita gor, ne, in je rekel, oh my god, Maja, en teden je od tega, ker sem to nakopala, dragi moji, en teden. In to diši še. In je rekel, oh my god, tako je en profesionalni parfum, ne. In to je to, kar iščeš, kar rečeš, kar te sezuje in ta del je meni najljubši in v tem vem, da sem dobra in toliko z veseljem bi rada še to med vas predala in to bi lepo, ko slišim tako kot včeraj Tatjana, ne. Tole sem namešala, noro dobro deluje, noro dobro diši in to se mi zdi, da ful sem vesela, ker pol jaz postanem učenka in se učim od vas in moja, ne vem, vloga ni toliko mentorstva, ker pol vidiš, da je praktično to eno celo kolesje in da en drugega ogromno naučimo. Tako da vsekakor vedno rada rečem, v vseh teh procesih sem mentor ali pa coach. Po drugi strani pa sem še vedno totalna velika učenka in tudi sama na tem procesu še velikokrat moment doživljam, pa so to lahko reči, ki jih sama predajam in sem jih že neštetokrat predala, pa spet kaj novega odkrijem preko novega podajanja naprej. Skratka, res lepa stvar in tudi morda, če si bolj tiste narave, ko se ti ne da ustvarjati, ne, tudi to razumem in želiš nekaj prestižnega ali zase ali za svojo prijateljico, lepo te vabim na svetovanje z menoj, pogledava, kaj potrebuješ in najdeva ta pravo boginjo v parfumu, da te podpre v odnosu do sebe, v osebni rasti, v odnosu do drugih in tudi na koncu koncev v res uspehu in duhotnem na vseh področjih življenja, no, pač ker to res dejansko deluje. Sama tudi vodim ženske kroge, ki so slash delavnica, ženski krog ni tipični ženski krog, ampak ustvarimo eno tako varno okolje, vedno v malem številu, tam 3 do 5 vas je največ, pa jaz, in ob sobotnih dopoldnevih, enkrat mesečno, zdaj že več kot dobro leto, to izpeljujem in se mi zdi nekaj najlepšega in ogromne spremembe se tudi pri ženskah dogajajo, ko to obiščejo. In se mi zdi res čudovito orodje, no, kako se lahko tudi s pomočjo samo narekovajih parfuma močno potež. Zdaj, kar se tiče sreče v steklenički, si naredi posnetek tukaj, če te je zanimala na prejšnji strani. Hkrati pa je tak res simpel nasvet, sploh če tole gledaš ob koncu leta, ko želiš mogoče nekomu podariti nekaj podpornega, ker se mi zdi, da december, konec leta, ali pa tudi na splošno 2024 je zelo zanimivo, bom rekla, leto, kar se tiče vseh energetskih shiftov in tudi na splošno, kaj vse se dogaja, da mogoče nekoga podpre, je tale res hitro narejen rulon. Mislim, a ni to lepo darilo? Prazen rulon, če ga nimaš do teringa, recikliraj enega praznega starega, pripravi, v 1 minuti daš eno lepo nalepko, zabiješ in pač, a ni to eno lepo darilo za nekoga? Tudi neprecenljivo v smislu vrednosti, ker naša olja so res, mislim, se mi zdi, da včasih pozabimo, koliko imamo z njimi v rokah, tako da vsekakor nekaj, kar ti močno priporočam. Ja, DIY aroma darila zanj.
Pena, masta za britje, če imaš moškega, ki je bolj odprt za te stvari, zdaj, če se mu zdi to preveč, alter, serum za britje vsaj, ker enostavno je to nekaj, tako kot jaz rada rečem pri parfumčkih, te v bistvu upelje v dan, podpre za dan, hkrati pa, ko zvečer to daš gor, odvije od dneva, čustveno, fizično, a ne, zato da ti, ko greš v spalnico, sploh če je tam še tvoj partner, partnerka, dejansko pač, da prideš noter brez svojih bremen, prtljage in deluje na kožo. Po enem tednu ne moreš verjeti, kaj se zgodi ali z moško ali žensko kožo. Po drugi strani te čustveno podpre, fizično te podpre. Tudi, ker si masiraš v bistvu vse te kotičke refleksne, ki so povezane z vitalnimi organi, ne, od ledvic, jeter in vsega. In se mi zdi, da je to mislim, 1 minuta zjutraj, 1 minuta zvečer, ki ti lahko da, ma ne vem, kot bi ti 50-evrska terapija, marsičesa drugega. No? Tako da se mi zdi neverjetno podcenjeno, da ne bi imeli seruma, ženske ali moški, tako da močno, močno te vabim. Zdaj seveda vem, da za parfumček tudi se močno sprašuješ, kaj vse lahko narediš. Ja, moški vni parfumi. Tukaj moram povedati, v osnovi so to doterjeni recepti, ki jih dobiš na članku Men Cologne. Mislim, da je tako bilo. Ampak jaz sem jih priredila, ker nekatera močna, vroča, eterična olja so bila zelo veliki količina, tako da sem tudi kaj zamenjala, dodala, zmanjšala. In prišla do tega. Mojemu Martinu so vsi všeč, tako da težko ti rečem, taj za takega, taj za onega. Mogoče res naj te ne šokira, da lahko nekje noter bazilika, ker bi si najmanj mislil, da ima parfumsko vrednost, ampak to je čar parfumov, da res mi reci, no, za un članek, da te peljem, če te to zanima, prav v celo delavnico, tudi brezplačnik, ki jo lahko dobiš, da si narediš parfum, ki pač sploh ne bi mislila, da prideš do njega. Ali pa kako pride, ko eno olje, ki sploh ne veš, mislim, ti ne diši kot samo, ampak koliko pride z drugimi. To je tisto, ki se zgodi ta čarobnost, ta umetnost mešanja, a ne? In ravno zaradi tega, recimo, mora tudi nekaj časa stati, a ne? Tako da, evo, gremo zdaj na sladice in kulinariko. Uporabi doTERRA jedilna eterična olja. Kako to veš? PIP, pomeni Product Information Page. In če ti vtipkaš zraven doTERRA Lavender, pa PIP, ti bo vrglo ven in boš točno lahko pogledal, ali je uporabnost tistega eteričnega olja tudi za kulinariko oziroma interno rabo. Zakaj to v kulinariki? Imam spet širši članek, ki ti pove ogromno več receptov, tako da tudi za to, če rabiš, ali pa če imaš kakšen dober recept, podeli, prosim, spodaj. Drugače pa, kaj vse lahko delaš, ti podelim še na naslednji strani, torej aroma solnica, aroma sladkor, aroma med, aroma vinica, aroma čaj, aroma kava, aroma kakao, aroma vroča čokolada. Ali da pripraviš set za peko piškotov, če se spomniš tistega, pač rečemo čist kumarica, kozarec s pokrovom, moka, da pač po receptu že vse stektaš, ne vem, mleti orehi, cimet, ne vem, karkoli pač noter naštimaš, pa da zraven listek z receptom, pa kakšne 5 ml eteričnega olja pomaranče, ker dodaš komot na eno testo, ali je to za biskvit, ali za testo za piškote, komot tam 5 do 10 kapljic eteričnih olj, Wild Orange, to se pravi doTERRA Wild Orange, pa tudi druge, zelo podobno, no, reci mi za članek, pa ti povem, kako lahko to še narediš. In enostavno, pač, mislim, dodajo oni samo še maščobo, maslo ali karkoli to je in si naredijo res noro aromatične piškote. Ja, piškotki, zdaj sem prav rekla, da prinesem pokazati, hčerka Najša je včeraj delala z Martinom te piškote medenjake, ki so noro dobri in pač seveda vsebujejo, spet pri nas vse v peki vsebujejo vsaj pomarančo ali pa limono od doTERRE. Ali pa recimo suhe testenine radi delamo, da pač doma naredimo iz domače moke, v bistvu sosednje vasi, Martinovi sorodniki, stric pa sestrična, imajo odlično moko, na Muljavi, no, tle, zdaj bom pa reklamo naredila, pa ne vejo, upam, da ne bojo jezni, kmetija Klemen. Potem radi dodamo še malo eteričnih olj, pa malo zelišč, pa pač to posušimo, pa lahko narediš tako lepo, ne, v vrečki darilce. Isto piškotke lahko zaviješ, ali pa žele bomboni, ki jih vidiš skoraj, ki so narejeni iz agar, ne, pač to želatinco. Potem recimo praline je kaj pok, se recepte objavim na naslednji strani, jajčni liker, presno torto, tako da vedno je fajn imeti doma kakšne te datle ali kakšne indijske oreške in lahko hitro praktično kaj narediš. Ja, seveda, veš, kaj ti še povem, predno grem naprej. Oziroma, zdaj pa noče iti nazaj, sameček. Evo ga, takole, bomo prišli še do tistega.
Pralineji vem, da če ne maraš afterej, probaj, ker ti bo spremenilo pogled. Jaz jih ne maram, tistih original, tako zelo, tako da v bistvu me je zelo presenetilo, kako dobro to lahko je z doTERRA pepperminto. Lahko pa delaš kombinacijo bela čokolada, pa daš noter goji jagode, pa daš noter doTERRA ginger, to se pravi ingver. Lahko delaš, tako kot vidiš desno zgoraj, ker je ta belo črn. Da sem dala spodaj temno čokolado, pa doTERRA cinnamon, potem sem dala belo čokolado, pa sem dala doTERRA wild orange, pa na vrh kavico potresla, pa je tiramisu. Tako da ful se lahko igraš, če hočeš še več receptov, mi napiši, ti dam članek. Drugače tudi tale fači, neverjetno to, to se, mislim, neverjetno dobro poje, pa je tudi ful lahko lepo darilo. Lahko narediš aroma med, to je v bistvu nekaj, kar pač mi dva največkrat narediva, ker ga imamo domačka, da dodava približno na 5 ml eno kapljico doTERRA citrusa. In je to neverjetna, ne vem, lahko narediš pomarančami in tako limoni med na tak način, to pomeni, da ni bil nabirana limona pomaranča, da se razumemo, ker veliko krat kakšni v Italiji trdijo. Včasih, mislim, moraš res vedeti, da je res se čuti, ker če je preveč arome pomaranče pa limone, veš, da je dodano eterično olje. Ampak jaz zaupam doTERRI, tako da doTERRI ga dodajam. Lahko dodaš v čaj, suh čaj, daš noter bergamotkino eterično olje. Govorim o tem črnem celjonskem čaju, za katerega sem se hvaležna, ker mi ga je Zvezdana prinesla. In v bistvu to sam pretreseš in dobi v bistvu res cel ta suh čaj aromo po Earl Greyu, to se pravi bergamotkini lupinici. Lahko narediš čisto isto z domačim čajem. Mi pač nabiramo čez vse leto, imamo, ne vem, pač z Hrvaške imamo pač nabran timijan, oziroma pač materino dušico, divji timijan. Potem imamo majčkeno smirčka, pa imamo žajbelček. Pol doma nabiramo na pomlad trobentice, pljučnik, mlade listke jagod, gozdnik. Pol velikokrat dodam še, Sanja mi je prinesla z mojega ljubega, nekaj sem ga razpolada vodila Egipta, pač te karkade, cele cvetove hibiskusa. Pa še na Hrvaškem smo nabirali še seveda šipek, pa imamo to razrezano noter, mami mi je dala aronijo svojo, ki imamo doma, pač še skupaj naredimo malo čajčka, pa še malo kapljice eteričnega olja, kakšnega doTERRA lemon, doTERRA wild orange največkrat. In pol to v paketke, da jaz mislim, to je nekaj, eno najlepših daril, tako kot tale aroma med, aroma čaj, isto lahko narediš s kavo, da dodaš doTERRA cinnamon, pa pretreseš, pa zapakiraš v te male kozarčke, ki so pravzaprav kozarčki za 40 ml ali 40 gramov, medu. To, da se čisto jedita majčkani, kakšna zadruga recimo jih majhno dobiš, ali pa za mini marmeladke, rečejo. Potem, kaj smo še imeli, sol, da damo grobo piransko sol, pa gor eno kapljico origana in pol to pretreseš in imaš za začinjanje. Zdaj začinjanje toplih jedi na koncu dodam, kot je juha, ali pa v bistvu kakšen golaž, kaj takšnega. Zdaj, če delaš tako, da posipaš po kakšni solati, je fino imeti v osnovi fino mleto sol, potem dodati. Pol lahko delaš v stare stekleničke, če jo že le najdem, stara steklenička, recimo 5 ml, da daš recimo, če ima nekdo rad ribjo polivko, pač tle noter daš oljčno olje, potem daš eno kapljico doTERRA rožmarina, pa potem par kapljic limone in to pol na koncu prav po pečeni ribici lahko nakapajo, to so aroma oljice. Aroma vegeta, ti lahko še povem, skratka, da ne bom šla predaleč, ker je res idej ogromno. Te lepo vabim, da mi napišeš še za več idej spodaj, pa ti podelim. Tukaj lahko kar print screen narediš za gumibombone, za cake popse in za jajčni liker. Sploh nekaj, kar sem rada že delala praktično v osnovni šoli, seveda brez eteričnih olj, ampak vam povem tole z eteričnim, s cimetom pa s pomarančo. Božansko, tako da nekaj, kar se mi zdi, da ne sme med prazniki manjkati na nobeni viziji. In tako enostavno je. In zdaj tudi semena vanilije lahko nadomestiš z doTERRA vanila, odkar jo imamo. In tudi te gumibomboni, sploh če imate doma bolj sladkosnedne, mi delamo ponovadi z medom, sicer damo kar dvojno dozo agar-agar, da res nastane to, ampak to je nekaj wow in ful si ponosen, da se ti lahko naredim ene take zdrave gumibombone iz pomarančnega soka ali pa iz soka granatnega jabolka, ki ste videli na prejšnji strani. In ful lahko tudi lepo darilo za kakšnega mladega. Domača čokolada, rabiš samo pladenj, ne rabiš nobene te pralinejčke osnove, domača granola, tudi velikokrat delamo, tako da v bistvu praktično nič posebnega, kot da suhe sestavine prežamemo, vsaj pri nas doma. S kokosovim deviškim oljem, potem to vmešam še malo medu noter, cimet,
in potem to popečem, pa dodam še kakšno suho sadje, ko se ohladi, in pa seveda eterično olje in jemljam si za pojesti, pa še koščke čokolade, ki je čisto ohlajeno, ali bele, ali pa čist črne. Pistacije, tega nikjer ne dobiš, da bi imel pistacije v granolo, in se mi zdi, da je to nekaj najbolj prestižnega, kar si lahko privoščiš ali za doma ali pa za darilo nekomu. Kar se tiče naravnih čistil, imam res masterclass webinar narejen, tako da če ga želiš, mi samo javi oziroma javi spodaj, pa ti ga pošljem. V glavnem, zakaj pa ne? Ker to ni nekaj, kar pomeni, ja, zdaj pa mislim, da rabiš čistiti, ampak gre res tako za idejo, koliko lahko enostavno narediti za pršilko v WC, če gremo iz desne proti levi. Vse namensko čistilo domači v narekovaju Stelex, ki je za kuhinjske površine, za mizo, pod mizo, če imate malčke, ali pa še dojenčke, za šipe čistiti, okna, špegli, mislim, kopalnico, tako da wow. Potem tablete za pomivalni stroj, razne pršilke, osveževalci, in potem tudi tablete za WC, za osvežiti ali za osvežiti smeti, tako da reci mi in ti pošljem čistila, ker je skrajno enostavno in v bistvu tukaj res samo uporabljaš praktično sodo, bikarbono pa citronsko kislino. Imam tukajle iz delavnice za čistila, sem si kar prinesla še gor stvari, alkoholni kis, in praktično je to vse, kar potrebuješ, če delaš še detergent, ajde, potrebuješ pol še recimo, ali da ga naribaš marsejsko milo, ali pa da ga že kupiš v kosmičih. Tako da se mi zdi tudi ena odlična ideja, kako lahko nekomu, ki je ljubitelj naravnega, to predati. Torej, zdaj priročni DIY, rekli smo že, da voščilnice lahko nakumaš, ovijalni papir. Narediš lahko tudi dišeče obeske, to se mi zdi tudi tako lepo. Vse te nekje sem si dala, če ga ne izgubim. Recimo pač lahko narediš z gline ali pa na drugi strani iz lesa. Tukajle imam, recimo lastne obeske. Ali pa dostikrat jaz to delam kot ene pasivne difuzorčke, tale. Je v bistvu filer za grče, če poznate, to je od mojega ata. Zadnjič, ko sem na hitro rabila eno darilo, moja mami pa pač ful slika in sem si sposodila te njene barve za mandalco in sem to naredila in to enostavno dala prijateljicam osnovnošolskim, ker smo šli na večerjo letno, da bojo pač imele kot difuzorček v torbico. Na drugi strani sem dala gor praznično mešanico. In tako noro, ful lepo diši in je za v torbico. Lahko pač ključe, obesek za ključe, kakršenkoli naraven material, tudi kot je tale moja, kot vidiš, narejena lepo od mlajše hčerke, iz pačk. Oziroma skvačkana, potem lahko naredimo pršilke. Smo že rekli, da je več načinov, recimo tudi parfume, če delaš, mogoče kot zanimivost. Tudi tale moja boginja, Hera, je narejena na bazi parfumske baze, ki je alkohol. Zdaj, če tega nimaš, gre tudi za vodko, ki ni odišavljena, ker nima toliko vonja in arome. Vidiš, tudi modro ostane, čeprav je v moji boginji kraljice Here noter modri vratice, to je modra. Potem razno olje, kot smo rekli, ne, za srečno pretočno limfo, kot je bil že recept, pač lahko narediš v tele brizgalki, potem lip balmi, body scrub s sladkorjem, pa z frakcioniranim kokosovim oljem, pa eteričnim oljem, tako da ne mi reči, da ne moreš v 5 minutah najti eno prazno embalažo, stekleno in to noter narediti sladkorja, to imamo sigurno vsi doma, ali pa vsaj solni peeling. Potem balzam oziroma serum, kot smo rekli, potem zraven lahko pridaš, če hočeš malo bolj prestižno darilo, da si serum narediš, ki je vreden, iskreno vam povem, če date noter vsa ta bazna olja, ki smo rekli, sploh tale, zelo negovalna, je to, čeprav mogoče boste naračunali, da ste dali noter za 36 evrov, tega pa eteričnih olj je vredno po 150 evrski serumi anti-aging za kožo, ker imamo toliko dobro eterično olje in toliko dobro bazo, pa da kupaš še kaj tasga, kot je ta kristalni rulonček ali koša, ker kristali tudi še dodatno podpirajo našo energijo zraven. Zdaj, ko delaš pršilke, mogoče še ta napotek, jaz dajem noter ponovadi 30 do 40 kapljic, 30 ml pa destilirano vodo, lahko kanček etanola ali alkohola. Velikokrat tudi pri nas radi podarjamo nekaj od prijateljev, zdaj ful smo hvaležni, da imamo res takih ustvarjalnih duš okrog kar veliko. Recimo tole je od naše Helene Primic, so v bistvu te
karte bogin, pa zraven kakšen oljček, tukaj bi šel odlično v Whisper zraven, a ne, to se mi zdi eno ful noro, dobro, prestižno darilo, kako so lepe te njene karte, pa pokazati moram. Pa ful imajo res globoka sporočila. Potem imam še eno prijateljico, ki je tukaj blizu še doma, tudi Helena je bila, pa se je zdaj preselila, če me poslušate Štajerci, k vam na Štajersko. Druga prijateljica Lara. Lara Špehar je pa učiteljica, ki je to močno pomagalo v času hudih izzivov z zdravjem. In to so v bistvu motivacijske kartice Fantastiko s pozitivnimi mislimi. Danes ti pokažem, potegnem eno. Ob sebi imam ljudi, prijatelje in družino, na katere se lahko zanesem. Imaš taka ful lepa sporočilca, ki jih lahko vsak dan uporabljaš, tudi z otroki, se mi zdi ful dobro. Zraven podariš kakšen oljček, te gre super zraven, kakšen cheer ali pa motivate touch ali pa kakšno otroško olje, a ne, iz linije Kids. Potem lahko daš tudi za darilo kako dobro knjigo ali pa če boš dajal dnevnik, pa zraven kakšno dobro olje daš, ne moraš zgrešiti s kakšnim balance touch. Pol upam, da mi ne zameri, Aljoša ima zelo rad Wild Orange, ko sva se pogovarjala na enem od dogodkov, pa če povedal res, da ga noro podpira. Mogoče ti pa jaz kot dodatno tebi, ki me poslušaš, lahko povem, da tudi Wild Orange, če si tisti, ki pač velikokrat prestopa mejo in že ve, da se telo in tudi umsko že kar izčrpavaš, si lahko večkrat nanašaš na predel solarnega pleksusa, tukaj le Wild Orange, eterično olje rečeno, in je v bistvu kot da bi te prižgalo sonce od znotraj in res neverjetno dobro deluje, pač skoraj ne moreš verjeti, ko pač probaš, vidiš. Tako da, ko sem se ravno spomnila pri Aljoši, ali pa podari kakšno drugo dobro knjigo, jaz upam, da mi ne zamerim, ali bom v bistvu brez dovoljenja podelila od Gale Jarc ful lepo poezijo v angleščini, Tasking Universe, ali pa lahko se prebere tudi Asking Universe, ful lepa, ful globoka zbirka poezije. Letos sem dobila oziroma kupila kar veliko takšnih od mojih prijateljev, tudi od ene lokalne krasne ženske, pa potem na drugi strani tudi od enega mladega fanta, tole slovenske, no, skratka, če imaš kakšno, ne vem, rabiš dobro idejo za darilo, no, ti lahko še kakšno natreso in mi tudi napiši spodaj, da ne bom šla preveč daleč. Potem imamo v Sloveniji tudi ogromno teh naravnih, oziroma iger iz naravnih materialov, državnih iger, pa zraven lahko podeliš kakšen oljček, lahko v bistvu si narediš svečke, kot smo že rekli, a ne, pa ti podariš tudi nekaj, ki je zelo hitro narejeno, zahteva le kanček previdnosti, ko je vroč vosek. Lahko v bistvu mi rečeš, da želiš eno od arhetipov bogin iz Aromasa Bogades s moje linije, pa takole pripraviva darilce. Tako da naj bo res domišljija tista, ki naj te popelje kamorkoli. Zdaj kot zanimivost, tule na levi pošiljka, to je tudi eno lepo ful noro hitro darilce, ki ga lahko narediš ali za spanje, ali za dvig razpoloženja, ali za valoge, ali za karkoli. Če rabiš nasvet, kaj ob katerem uporabiti, mi napiši. Po drugi strani, pa na desni strani, ko vidiš Citrus Bloom, imam pa recept, to namreč, kar vidiš spodaj, pod oljem nastaja dišeči aroma plastelin, domači plastelin, tako da tudi recept do njega ti lahko posredujem, če me sam prosiš spodaj. Tukaj pa še nekaj idej za lep je dan in Nervo ali pa sladke sanje, rolončke. To je tudi lepo darilo, ali pa flum, ali pa jutri bom kot nov. Tako da v bistvu odvisno, a ne, kaj želiš pri nekomu podpreti, in to so vse več ali manj stvari, ki so v osnovi narejene iz osnovnih 10 olj. Tako da lahko mi pišeš, tudi če za več idej, če veš, za tole rabim, da mi povej, kaj bi lahko vzel. Potem tudi še ena roll-on mešanica za njo, ki se hkrati lahko izrablja za zdravje dojk in tudi rodil. Zelo podporno, fizično in čustveno, potem na drugi strani pa mešanica za zdravo prostato, ki se maže na predel Merkurja. Pri moškem velikokrat pa delam v te stare stekleničke, a ne, 15 ml, to sem tudi že prej pokazala. Zelo rada naredim, kje pa sem ušla mi je, rada naredim difuza mešanice, ki sem jih res sama preizkusila in so odlične, tako da samo povečam število kapljic krat 10, ki jih imate tukaj le. In dejansko v bistvu lahko naredite krasno difuzor mešanico za nekoga od bližnjih, glede na njegove potrebe. In tudi tole,
Torej, nisem lagala, ko sem rekla, da dobiš že zdaj v času webinarja lahko 25 idej. Sreča v steklenički še enkrat ponovljena, potem še zimski solstici, če me poslušaš v tem delu leta, močno podpornih osnovnih olj, štiriča že čisto osnovo, kocke za žvrkljanje, super ajurvedska praksa, akti suhi kašelj in še enkrat ponavljam ta večerni parfum / negovalno intimno olje, ki ga tudi močno priporočam. Če te zanima aromanakit in rabiš več idej, imam celo 2 tutoriala narejena, in sicer eden kaže, oziroma kaže ti, kako narediti prstan, ki sem ga kazala prej, drugi ti pokaže narediti aroma zapestnica, ki jo vidiš na videu. Tako da tudi to ti lahko pošljem, če želiš več informacij, najdeš, oziroma mi kar napiši spodaj. Mogoče še par idej za konec, ko sem razmišljala, kaj ti še lahko podelim. Zagotovo aroma umetnost, torej če imaš nekoga, kar slika, mu lahko daš par oljčkov. En super paketek je ta Introductory Kit, ki ima osnovna olja sivko, limono in poprovo meto. In recimo viola gre v violo, rumeno v rumeno, modra v modro, tako da peppermint v modro barvo, in pol v bistvu, ko stisnejo to, kar bojo rabili na paleto, dajo zraven kapljico eteričnega olja in jo vmešajo. Seveda ne rabiš iti po barvah, se mi zdi pa noro, res tako pač en višji, ne vem, pomen povezave tudi z elementi, kakorkoli obračaš to, tudi če barvo z barvo povežeš, in potem imaš aroma sliko, ki dejansko res diši, ker se ti noter vkomponiral eterična olja. Rada podelim tudi, pozabila sem zdaj suho ščetkanje, zelo obožujem Alpata za obraz, ki jo tudi imam, sicer to imam res noro kvalitetno, za telo so cenejše, se tudi pri nas dobi za obraz, pa res poiščite eno z mehkih ščetin in naravnih ščetin. Jaz sem kupila eno japonsko, ki je res malo bolj taka in jo malo praktično. Vam iskreno povem, da sem kupila to najprej, ko sta se punčki 4 leta nazaj hoteli suho ščetkati z mamico, a ne. Jaz sem rekla, nima pa ne dovolim te, a ne, pač ko jo imam jaz, ker je pretrda, bom kupila nekaj bolj takšnega, in sem potem našla to za obraz. Se veš, tudi za obraz zdaj eno od njih uporabljam, vsaki svoje sem povzela pač to, da sta si bolj po koži tudi oni ščetkali za podporo limfi, koži in počutje. Zelo rada podarjam tudi velikokrat tako na kuponu Aromatač tehniko, sploh če tudi ti že znaš, veš, te lepo vabim, da mogoče tudi ti to podariš komu kot bon. Potem tukaj je ideja še za, če si v tem delu leta in to gledaš, ko je čas pred adventom ali advent, tudi če že šlo par dni mimo, nič hudega, ne, zato ker z tega vidika bomo pa odprli do 7., če potrebujemo, lahko si kupiš nalepke, narediš advent, ga sešiješ, ga sestaviš iz vrečk, recikliraš, lahko tudi tulce od WC papirja, kot lahko vidiš. In ti povem že zdajle, ko smo našteli nosni inhalator, pa tale serum za nohte, pa serum za obraz, pa serum za lasišče, parfumček zanj, parfumček zanjo, pa eno trdomilo, pa en pasivni difuzorček na tem, a ne, pa drugi obesek na tem. Skratka, sigurno že znotraj tega webinarja, sem prepričana, najdeš v hiši že zdaj stvari, ki jih lahko skriješ v adventni koledarček, ali pa se doda zraven še ali lepo misel, ali na drugi strani eno lepo nalogo, ne vem, danes želim igrati, da vsak od vas nekaj napiše na listke, ne, danes želim igrati eno družabno igro z družino, danes si želim z atitom iti na sprehod v gosti in nabrati, ne vem, nekaj, ne, pač da si damo kot ene take nalogce noter. Se mi zdi, da se da narediti ful lep koledarček in da z njim zelo lahko uživaš tudi celoten december, da bo malo bolj pristen, umirjen in s tistimi, s katerimi si želimo preživeti veliko časa. Za zaključek, ja, tukaj je še recept za nosni inhalator, tako da če ga rabiš, mi napiši spodaj, pa ti ga pošljem. Naj bo domišljija tista meja edina, ki jo imaš, kar pomeni, da ni meja, da narediš mogoče WC s pršilko danes, to se naredi čisto enostavno, 20 kapljic močnega eteričnega olja, kot je lemongrass, kot je citronela, kot je lemon evkaliptus, skratka nekaj močnega, peppermint tudi in voda, in to je to. Lahko tudi kanček etanola ali pa alkohola, ampak praktično mi delamo brez, ali pa eno solnico, sladkornico, aroma. Vse to lahko narediš. Tukaj, če želiš recept od naše Maje Rokavec, to pa je njen recept za
truffles in sicer z džinom, če vas ta del bolj navdihuje z limeto in pa prvo meto, pač ti lahko dam recept, mi sporoči, ki ga posredujem. Ali pa za aroma nakit, jaz verjamem, da v bistvu imamo v predalih že veliko naravnih materialov, da kaj naredimo, te lepo, lepo vabim k ustvarjanju. Predvsem pa sem ful hvaležna, da si bila danes tukaj z menoj, tudi ti morda, če si on. Tako da te tudi, če še ne uporabljaš doTERRA eteričnih olj, srčno vabim v moje mentorstvo. Imam tudi brezplačno 15-minutno svetovanje, da vidiva, kaj sploh potrebuješ, sploh če imaš zdaj ali bi bolj iglavce, ali bi to, ali bi osnovnih 10, ali bi bolj za čustva. Skratka, da ti pomagam najti izbor, mogoče celo vidiva, da je v določenem paketu, ki je že tako cenejši, a ne? Dejansko nekaj, kar v večini že potrebuješ in se ti to najbolj izplača za potrebe tebe ali tvojih bližnjih, morda tvoje družine. Na drugi strani, kateri izdelki vas lahko še celostno podprejo, ali pa na tretji strani, da morda vidiš celo, v katero smer te bolj vleče, ker doTERRA ima res toliko izdelkov, res, da jo poznamo najbolj po eteričnih oljih, ampak je veliko, veliko več. Predvsem pa, da veš, da tudi, ko si znotraj mojega kroga mentorstva, je moj nasvet vedno le klik ali klic proč, to tudi najraje vidim, da sproti, ko pride do izzivov, reče, kaj pa lahko tule uporabim, in v bistvu sem ful vesela in hvaležna, da z mojimi orodji dobite praktično nasvete, ki vas opolnomočijo že takoj. Jaz sem sama, ker sem bila takrat sama brez mentorja, praktično na poti čisto izgubljena in sem 1 leto rabila, da sem dojela, kako delujejo olja, kako se kaj namesati, kam mazati, kolikokrat mazati, ne. Tako da dori do mojih vsebin so ti odprte, s tem, ko se vpišeš v moj krog, mene ali pa mojih mentorjev, in skratka so ti na voljo tudi recepti, izkušnje vseh uporabnikov in tudi dostop do učilnic. Z velikim veseljem tudi vabim vse tiste, ki mogoče ste izgubili eno tako prijetno, srčno in krepko podporo mentorja in imate en kup stvari doma, tako da lahko se mi tudi oglasiš in mi poveš, tudi lahko urediva, da si znotraj potem mojega kroga mentorstva, da doTERRA to uredi zate, ker je škoda, da teh res zakladov eteričnih olj in vsega, kar imaš doma, ne znaš izrabiti, to želim, in tudi največja sreča je pri meni v mojem poslanstvenem delu, da vas naučim in bolj vi mene nazaj učite s svojimi novimi izkušnjami in da si vsi te stvari izmenjamo, kot smo si jih tudi danes v prestižni meri tukaj. So pa odprta, tukaj pa lepo povabim, vedno so bila, vedno bodo, ampak tokrat še posebej poslovno sodelovanje, če koga to pokliče, in sicer znotraj doTERRA lahko sodeluješ v partnerstvu z menoj, tako da te lahko podprem z vsemi svojimi izkušnjami, nabralo se jih je res že kar nekaj, tudi veliko seveda na tej poti, a ne, uspeh je vedno dolga, dolga pot. Tako da v svoji mreži, v tujini in tudi seveda v Sloveniji odpiram prav posebno kategorijo aroma kotička, tako da če že imaš svoj posel, kjer čutiš, da se ti doTERRA lepo vklopi in želiš biti v mojem okrilju poslovnega sodelovanja, na drugi strani pa morda želiš delati podobno kot jaz ali pa to kot hobi dodati čisto svoji drugi službi, skratka vsekakor nič čakati, ampak mi kar lepo piši na tukaj dane kontakte, predvsem pa te lepo vabim, če si pa bolj samo uporabniška duša, tako kot smo že najprej rekli, tukaj sem za srčno mentorstvo, ali pa, če te zanima še veliko več receptov, nisem več toliko aktivna tam, jih je pa ogromno nabranih, me najdeš na Pinterestu, drobni dnevni rituali za vse.si. Hvala še enkrat, zelo sem hvaležna, da si vzel čas na tem res posebnem webinarju. Dala sem ga noter pravzaprav sebe, ne, z vso dušo. Upam, da si dobil čim več idej. Upam, da si izmenjamo spodaj še več idej in za vse, kar te še zanima, kot rečeno, javi, pa ti pošljem povezavo. Predvsem pa ti želim čudovit dan, teden, mesec, leto še naprej in se slišimo in se vidimo. Srečno!